Ponovno lepo pozdravljeni. Današnja druga panelna diskusija ima naslov Prehod na novo generacijo programske opreme COBIS, kje smo danes. Zdaj moram reči, da meni osebno kar malce strah tega panela, ker bom očitno izvedel, kaj bom delal v prihodnosti. In najverjetneje velja za vas tudi zelo podobno, ne? Da bo pač danes tile naši panelisti povedali, kaj nas čaka v prihodnje. Torej, imam s seboj tudi eno, tole ste dobili v vaših vrečkah, tole antistres žogico, da če bo kaj preveč, če bodo pretiravali, bomo živce na tak način, ali pa če že s tem, ne pa s kakšnim vprašanjem, jih bomo malo izzvali. Torej, vodja panela je Tanja Turšek, ki je bila pred leti v skupini sodelavcev, ki so orali ledino s COBIS-3. Takrat je namreč v knjižnicah uvajala nov segment nabava. V zadnjem obdobju je v podobni situaciji, saj zadnje 2 leti v skupini sodelavcev, ki orjajo ledino z novo aplikacijo COBIS-Slip, za katero verjamem, da jo že poznate, kakor tudi COBIS-Cat. Tanja, prosim. Brane, hvala. Lepo pozdravljeni. Počasi se bliža konec leta in s tem tudi čas, da se bomo predali prazničnemu vzdušju. Z vseh strani nas že močno nagovarjajo k temu, pa vendarle je konec leta tudi čas, ko pogledamo, kaj smo v tem letu dosegli, bodisi na zasebnem področju, bodisi na poslovnem področju. Pri razvoju programske opreme COBIS prehajamo letos na novo generacijo in smo že zabeležili 2 pomembna mejnika. Izdali smo spletno aplikacijo COBIS-Cat za katalogizacijo in spletno aplikacijo COBIS-Slip za vodenje postopkov v izposoji, zalogi in drugih segmentih. Pa to še zdaleč ni vse. Razvijamo povsem novo COBIS-ovo platformo za izposojo e-knjig, postavljamo smeri razvoja za novi COBIS+, dopolnjujemo splošni geslovnik COBIS in tudi pripravljamo podatke, ki nam bodo služili kot osnova za prehod na RDA. In današnji panel je torej posvečen ravno temu, da skupaj z vami pogledamo, kaj se na teh področjih, na teh torej najpomembnejših razvojnih nalogah iz programa dela IZUM-a za leto 2023 dogaja. Smo cilje dosegli, morda presegli ali pa pustili kaj kot izziv za prihodnje leto. Moji gostje danes na panelu so dejansko moji sodelavci v IZUM-u, ki so odgovorni za te posamezne, za te naštete razvojne naloge. Z mano tukaj zraven mene je Tadeja Brešar, ona je vodja sektorja bibliografska kontrola. Seznam njenih zadolžitev zraven vodenja sektorja je kar dolg, razvoj formatov Comarc, potem sodelovanje ali pa vodenje več razvojnih projektov z področja bibliografske kontrole, dolga leta že tudi sodeluje v komisiji za katalogizacijo, pa še in še bi lahko naštevala. Zraven je magister Bojan Štok, on je vodja sektorja programska oprema. Pravzaprav bi zanj lahko rekli, da je vizionar za postavljanje razvojnih smernic za programsko opremo COBIS. Aktivno spremlja najnovejše trende na področju razvoja tehnologije, podatkovnih baz, programskih jezikov, odprtokodnih rešitev, operacijskih sistemov in najboljše od najboljšega uvaja v COBIS-u. Zraven je Janita Tacer-Slana, ona je del skupine za razvoj COBIS Plus in NCOBIS. In v tej skupini v najboljši možni meri, v največji možni meri in še čez zastopa glas vseh vas, ki v knjižnicah uporabljate COBIS Plus in pa tudi glas vseh tistih končnih uporabnikov, ki uporabljajo NCOBIS in COBIS Plus v zasebne, študijske ali pa službene namene. Njen glavni moto je izboljšanje uporabniške izkušnje. In z nami je seveda tudi magistrica Zdenka Kamenšek, odlična poznavalka postopkov v izposoji v blagajniškem poslovanju. V zadnjem času, zadnji 2 leti, pa je ena od ključnih članov v ekipi, ki razvija to spletno aplikacijo COBIS-Slip in se trudi na najboljši možni način rešitve iz COBIS-3 peljati v COBIS-Slip. Dobrodošli. Preden pa predam besedo, naj na kratko razložim še samo, kako sem si zamislila ta današnji panel. Najprej bodo čas imeli panelisti, da vsak svojega področja predstavi, kaj se je letos zgodilo, torej katere cilje so dosegli,
kje smo danes, tako kot je rekel Brane. Vse vas v dvorani vabim, da si ob tem že prihranite vprašanja, pripravite vprašanja za drugi del panela, ko bo na vrsti razprava. Vse vas, ki nas spremljate prek spleta, pa vabim, da svoja vprašanja, mnenja, kakšne predloge lahko že tekom njihovih predstavitev postavite v razdelek Q&A in bodo potem prek Braneta prišla na ta oder ravno v pravem trenutku. Tadeja, kot prvo te povabim v besedi, da nam predstaviš, kaj se je pri vas dogajalo od lanske konference COBISS, ko ste nam predstavljali prototip aplikacije za katalogizacijo, ko je bilo govora tudi o teh normativnih zapisih. Izvoli, beseda je tvoja. Anja, hvala. Lepo pozdravljeni. To, kar vidite zdaj na ekranu, je urejevalnik naše nove aplikacije za katalogizacijo COBISS-CAT. Delovno ime je imela aplikacija COBISS-4 katalogizacija. Začeli smo jo razvijati leta 2021, potem smo lani takle čas enkrat prišli do prve beta verzije, ki smo jo lahko dali v testiranje tudi izven Izuma. Naš cilj je pa bil, da čim prej pridemo do verzije, ki bo omogočala vsaj osnovne funkcionalnosti za katalogizacijo, torej iskanje, urejanje zapisov, shranjevanje zapisov in jo potem takoj namestiti na produkcijo, tako da bi čim prej dobili povratno informacije od knjižničarjev. Takšno verzijo smo dobili februarja letos, takrat je bila prva namestitev COBISS-CAT. Zavedali smo se, da nekatere funkcionalnosti, ki so v COBISS-3 že bile, v COBISS-CAT še manjkajo, zato smo omogočili hkratno prijavo na COBISS-3 in na COBISS-CAT, torej knjižničarji se lahko na obe prijavijo, delajo pač ene stvari v eni, druge v drugi po želji. Tako smo se takoj potem lotili dopolnitev, torej spremljali smo pripombe knjižničarjev in jih upoštevali pri planiranju naslednjih verzij. Že na predstavitvi novosti smo videli, da je ena od prvih stvari, ki jih bomo naredili, kopiranje podatkov med zapisi, pa uredili smo povezave med zapisi, pa navigacijo po njih, shranjevanje, poizvedb, pa tako naprej. Zdaj ne bi vsega naštevala. Če koga zanima, popis vseh dopolnitev, pa tudi popravkov je na voljo na naših spletnih straneh, je objavljen. Takle izgleda, tako da si lahko to sami pogledate. Trenutno imamo v delu uporabniško definirane privzete vrednosti, izvoze. Radi bi COBISS-CAT povezali z COBISS-LIP in s COBISS+, pa radi bi bolje uredili vnos podatka o viru imena v normativne zapise. Pa delamo tudi bližnjične tipke, tega tu še ni napisano. Do zdaj smo namestili 3 verzije, od prve namestitve 3 verzije z večjimi dopolnitvami, pa računamo, da bomo do konca leta namestili še 4. Poleg tega, da razvijamo programsko opremo, pa še naprej razvijamo tudi formate COMARC, pa tudi skrbimo za nekatere podatke. V splošni geslovnik COBISS.si smo letos dodali okrog 3200 zapisov. Pri tem smo se bolj sistematično lotili zapisov za osebe. Teh smo uredili dobrih 2000, polovico od njih na osnovi seznama imen, ki so ga zbrali, pa tudi preverili v osrednji družboslovni knjižnici v Ljubljani. Tako da hvala, gospod Juk.
Potem drugo polovico smo pa naredili na osnovi imen iz POL 600 v bibliografskih zapisih. Polje 600 je pač osebno ime kot predmetna oznaka. Upoštevali smo tista polja, ki so jih vnesli katalogizatorji, ki uporabljajo geslovnik, pa jih niso morali povezati s SGC-jem, ker je zapis še manjkal. V bistvu so to osebe, ki so jih pri geslenju do zdaj katalogizatorji že pogrešali. Tega dela smo se pa lotili tako, da smo najprej programsko uvozili take čisto kratke, neverificirane normativne zapise. Na levi strani ta je neverificiran zapis, vsebuje samo v bistvu samo točko dostopa, torej ime, priimek, pa še kakšno določilo, pa nekaj osnovnih kodiranih podatkov, ki so bili za vse zapise enaki. Potem smo pa te zapise skoraj vse v tem času že tudi ročno dopolnili in uredili tako, da so nastali zapisi, kot ga vidite na desno. Dodane so opombe, variantne oblike, povezave na druge normativne baze, pa še kakšni podatki. Za SGC pravzaprav z veseljem ugotavljamo, da njegova uporaba še vedno raste. Na tem mestu bi mogoče izkoristila priliko, da prosim katalogizatorje, ki SGC uporabljajo, da nam pošiljajo predloge za dopolnitve. Torej, če naletite na predmetno oznako, ki je ne najdete, pa bi jo potrebovali, izpolnite tisti obrazec na našem Jira portalu, ki je za to namenjen. To, kar pa vidite zdaj na ekranu, je pa naš poskus kreiranja normativnih zapisov za dela. Torej, za velika literarna dela smo skušali na osnovi bibliografskih zapisov, podatkov v bibliografskih zapisih, kreirati normativne zapise. V posameznem normativnem zapisu so zbrani podatki oziroma združeni podatki iz bibliografskih zapisov, ki imajo istega avtorja pa isti naslov. Tak, če malo poenostavim. Omejili smo se samo na literaturo, pa samo na takšna dela, ki dejansko imajo več bibliografskih zapisov, torej imajo po več manifestacij. To je pač poskusna konverzija, je dala takšnele zapise, kot tu vidite. V polju 241 je normativna točka dostopa za delo, ki je sestavljena iz imena avtorja pa iz naslova. Potem je v polju 501 povezava na normativni zapis za avtorja. Polje 912 smo pa za lažje nadaljne delo pa lažjo analizo vključili informacije o vseh bibliografskih zapisih, ki jih k temu delu spadajo. Na ta način smo dobili dobrih 19.000 normativnih zapisov. Potem smo pa za teh 19.000 normativnih zapisov skušali dobiti še zapise za njihove izrazne oblike, se pravi za posamezne prevode, pa še drugačne izdaje. In smo jih pridobili zopet na podoben način iz bibliografskih zapisov, 36.000 pa še nekaj. Zdaj tole je primer. Zapis za delo je bil za roman Berlin Alexanderplatz. Če pogledamo tu nazaj, vidimo, da nam piše v polju 241. Tole je pa zapis za izvirno besedilo v nemščini za Berlin Alexanderplatz. In zopet imamo v polju 912 vse bibliografske zapise, ki pripadajo tej izrazni obliki. Pa
pa še ena izrazna oblika istega za isto delo, to je pa Berlin Aleksanderplatz v srbo-hrvaškem prevodu. Zapisi za prevode so še malo dopolnjeni, zato ker imajo tudi variantno obliko. V njej je uporabljen naslov prevoda, pa v polju 501 je tudi povezava na normativni zapis za prevajalca. Če bi zdaj pogledali v ta naš testni konor, bi ugotovili, da imamo za roman Berlin Aleksanderplatz je s to konverzijo nastal en normativni zapis za delo, pa 6 normativnih zapisov za izrazne oblike. Čisto spodnji je za zvočno knjigo, ostalih 5 je za natisnjeno besedilo, torej 4 prevodi pa izvirnik. Zdaj takeli normativni zapisi omogočajo natančno grupiranje bibliografskih zapisov po delih oziroma po izraznih oblikah. Je treba sicer še narediti, se še dogovoriti za podrobnosti, mogoče konverzijo razširiti, pa kakšen širši nabor zapisov, ampak v vsakem primeru je pa to recimo en korak za izboljšanje oziroma za urejenost naših katalogov. Toliko za začetek. Hvala lepa. Toliko za iztočnico. Hvala, Tadeja, ni bilo malo dela opravljeno. Bojan, letos smo se lotili povsem nove naloge razvoja digitalne bralne platforme in te povabim, da jo prvič predstaviš javnosti. Izvoli, beseda je tvoja. Ja, hvala, Tanja. Torej, kot je že Tanja omenila, smo v letošnjem letu se lotili razvoja platforme za izposojo e-knjig. Aplikacijo smo imenovali Kobisela. Pobuda za razvoj nove platforme za izposojo e-knjig je prišla iz Združenja splošnih knjižnic. Torej, glavni namen razvoja nove platforme za izposojo knjig je predvsem spremenjen poslovni model. Knjižnica bi naj plačala samo po dejansko opravljenih izposojah, torej lahko v svoj katalog vključi praktično ves nabor e-knjig, ki bodo naložene v bazo dela in bo tako lahko tudi mala knjižnica dejansko imela enako širino vseh del, ki so na voljo v Eli in bo plačala dejansko samo za opravljeno izposojo te knjige. Ne bo pa knjižnici potrebno plačati za naprej za neko naročnino. Tehnika, prosim. Se prečujem. Torej, sama aplikacija Kobisela pa bodo uporabljali založniki za nalaganje e-knjig in pregled uporabe e-knjig po naslovu po knjižnicah. Založnik bo naložil e-pub datoteko in določil ceno ene izposoje. Nato pa bo knjižničar v aplikaciji Kobislib izbral eno ali več e-knjig in določil pogoje za izposojo, torej določil bo, koliko uporabnikov lahko hkrati izposodi to e-knjigo in koliko je največje število vseh možnih izposoj te e-knjige oziroma dejansko določil sredstva, možna sredstva, ki jih lahko knjižnica uporabi za izposojo te e-knjige. Uporabnik bo pa v Kobis Plus aplikaciji to knjigo poiskal, si izposodil in je kar začel brati na e-bralnika. Zdaj, najpomembnejša stvar je bila, kako poiskati, pač ne želimo, da bi uporabniki te knjige kopirali po svojih računalnikih, zaščito in izbrali smo DRM zaščito, ki je odprtokodna, torej za samo kriptiranje knjige ni potrebno plačati nobene licence in z leta 2016 mislim, da je bila razvita ta mehanizem kriptiranja knjig, ki ga tudi uporabljajo tudi druge knjižnice po svetu, tudi v Evropi in se imenuje Iridium. Na sliki je predstavljena groba arhitektura rešitve. Torej, kot so že omenili, založniki uporabljajo aplikacijo Kobisela.
aplikacija oziroma platforma vsebuje bazo vseh e-knjig, ki bodo jo založniki naložili, licenčni server in statusni server. Takoj, ko založnik naloži knjigo, torej ko naloži EPUB knjigo v platformo Cobesela, se knjiga zakriptira in je pač počaka na izposojo. Knjižničar na to v aplikaciji Cobeslip izbere iz baze Cobesela eno ali več knjig, določi pogoje izposoje, torej največje število uporabnikov, ki lahko hkrati izposodi knjigo in skupno število izposoj. In takoj v naslednjem trenutku je že knjiga dostopna v Cobis Plus, kjer lahko si uporabnik poišče knjigo, si jo izposodi in lahko začne brati na svojem bralniku. Zdaj v prvem koraku bodo odprta dva odprtokodna bralnika, torej na namiznih računalnikih z operacijskim sistemom Windows, macOS, Linux bomo lahko namestili bralnik Thorium, medtem ko na mobilnih napravah, tablicah, telefonih pa si bomo namestili aplikacijo Aldico Next. Zdaj za tiste, ki želite brati knjige na e-papirju, boste morali uporabiti za to neko napravo, kjer teče operacijski sistem Android, zato da boste si lahko preko trgovine Google Play naložili to aplikacijo Aldico Next. Morda bomo pa tudi v prihodnosti tudi v Izumu razvili svoj bralnik, ki bo poslovenjen, ker ti bralniki so v angleškem jeziku, ampak samo menuji. Sama vsebina knjige bo seveda slovenska. To bi bilo mislim, da Toliko za iztočnico. Hvala, Bojan. Predvsem je bila všeč tista skica, se bomo še vrnili, kaj kdo na kateri strani pa kje naredi, kaj v Cobis Plus, kaj v Cobeslip, kaj pa na to nove aplikaciji Cobesela. Upam, da še v razpravi kakšno rečemo na to temo. Janita, Cobis Plus redno uporabljamo bodisi v zasebne, študijske, poslovne namene, redno ga tudi dopolnjujete, posodabljate. Sedaj pa pripravljate nekaj povsem novega. Izvoli, beseda je tvoja. Ja, hvala, Tanja. Pozdravljeni. Ja, pripravljamo tako imenovano novo generacijo Cobis Plus. Zdaj imena še kakšnega drugega nima, zato smo se kar odločili, da jo poimenujemo nova generacija Cobis Plus. Pogledali si bomo, zdaj na hitro vam bom predstavila, zakaj smo se sploh odločili za razvoj, kakšna so izhodišča razvoja in kakšne so prednosti in pričakovanja. Torej, zakaj? Vsi vi tukaj poznate, pa vsi uporabniki Cobis Plusa vedo, da lahko po lokalnih bazah knjižnic po vzajemnem katalogu iščejo tako po dveh aplikacijah, po Cobis Plusu in mCobisu. To pomeni dve aplikaciji, dvojno vzdrževanje in za nas podvojene težave, ki se pojavljajo. Recimo v primeru mCobisa smo že večkrat naleteli na težave pri nalaganju nove verzije aplikacije v Googlovo trgovino. Zelo pogoste so potrebe po generalnih posodobitvah aplikacije mCobis, to je celo na 6 do 12 mesecev. Pa tudi recimo, če kakršnokoli novo funkcionalnost dodamo v Cobis Plus, jo z zamikom dodamo v mCobis, saj pač potrebuje dodaten čas za razvoj. Prav tako se zavedamo, da recimo vse funkcionalnosti v mCobisu in pa celo Cobisu Plusu, če ga uporabljamo na mobilnih napravah, ne delujejo, tako kot pri uporabi Cobis Plusa na računalniku oziroma desktopu. Vsi vemo, kako hitro teče tudi razvoj tehnologij spletnih in v zadnjem času je bil ta zelo enormen, odkar smo naredili ta Cobis Plus in v obstoječe aplikacije ne moremo vpeljati teh novih funkcionalnosti in tehnologij, ki bi jih mi želeli. Kot sem omenila, recimo trenutni Cobis Plus uporablja starejšo tehnologijo, predvsem na področju tudi oblikovanja in zato ne deluje pravilno na mobilnih napravah. In to so bila naša izhodišča. Tudi razvoja, kako bi naj nova generacija Cobis Plus izgledala. Nekako smo se odločili, da bomo uporabili tako imenovano Progressive Web aplikacijo. Ta pomeni, da uporabniku omogoča isto uporabniško izkušnjo, ne glede na uporabljeno napravo. Se pravi, uporabnik si bo lahko spletno stran Cobis Plus namestil kot aplikacijo tudi na telefon ali tablico in bo izkušnja podobna, tako kot jo ima sedaj z uporabo mCobisa.
Tudi zaradi tega smo se tudi potem odločili za tako imenovano odzivno oblikovanje, Mobile First Application, ki je primerno tudi za večje zaslone. Seveda imamo željo, da izboljšamo uporabniško izkušnjo pri uporabi na telefonih in tablicah, ker je to zdaj vedno pogostejše uporabljen medij kot pa sam računalnik. Prav tako delovanje vseh funkcionalnosti, ne glede na uporabljeno napravo, kar sem omenila, zdaj v tem trenutku to ni možno. Uporabnikom želimo ponuditi izboljšan in nadgrajen oblikovalski izgled in tudi seveda uporabniški vmesnik. Vključiti želimo zadnje programske tehnologije in vmesnike in pa narediti vmesnik, ki je prilagodljiv za vse vrste naprav. Kakšne so prednosti in pričakovanja? Kot je navedeno, pričakujemo, da bomo naredili eno samo aplikacijo, ki bo vsebovala prej omenjene tehnologije, ki bo delovala na vseh tipih naprav, tudi na telefonih, tablicah, računalnikih. Posledično zaradi tega bo seveda za nas lažje vzdrževanje in nadgradnja na vseh vrstah naprav, ki bo potekala istočasno in ne bo potrebe po nameščanju novih verzij, tako kot je sedaj pri mCOBIS-u. Seveda želimo, da so uporabnikom ne glede na napravo na voljo vse funkcionalnosti, ki jih COBIS Plus nudi, in seveda najnovejše tehnologije, kot sem prej omenila. Vsekakor pa uporabnikom želimo ponuditi posodobljen vizualni izgled, pa posodobljeno uporabniško izkušnjo, kot sta boljša preglednost, uporabnost in pa izboljšana uporaba nekaterih funkcionalnosti. No, in ko smo se nekako odločili za razvoj nove aplikacije COBIS Plus, smo na začetku pripravili nekaj, bom rekla, idejnih oblikovalskih predlogov, ki jih vidite na slikah. Nekateri, moram reči, bodo mogoče ostali takšni, kot so, nekatere smo že ali pa še bomo tekom razvoja delno ali pa v večji ali manjši meri spremenili. Poudariti moram, da je v trenutni fazi razvoja je poudarek na prenosu vseh funkcionalnosti iz obstoječega COBIS Plusa v novo generacijo COBIS Plus, kar izvajamo postopoma. In ko bomo uspešno prenesli, bom rekla, najpomembnejše funkcionalnosti od iskanja, pregleda podatkov, rezervacije, moje knjižnice in še nekatere, bomo objavili tako imenovano beta verzijo. Ta bo predvidoma na voljo v prvi polovici naslednjega leta. Bo pa na voljo istočasno, se pravi, se bo lahko uporabljala vzporedno z trenutnim COBIS Plus, dokler ne bomo prenesli vseh funkcionalnosti. Hvala. Hvala, Janita, tudi za tvojo predstavitev. Nedvomno bo doprinesla k boljši uporabniški izkušnji. Zdenka, preteklo je 1 leto, ko si tudi ti na konferenci COBIS predstavljala prototip aplikacije z imenom COBIS 4. 1 leto je, kakor se vzame, dolga doba ali pa tudi zelo kratka, glede na vse, kar je bilo treba tu na tem področju storiti. Izvoli, beseda je tvoja. Hvala, lepo pozdravljeni. Ja, leto se je kar hitro obrnilo, pravzaprav zadnje 3 leta se ukvarjamo z aplikacijo COBIS Sleep. No, na začetku je bilo to ime COBIS 4. Danes vam pa pokazala pravzaprav te korake, ki jih je bilo treba narediti, da smo lahko septembra letošnjega leta namestili COBIS Sleep tudi v produkcijo, tako da malo spremljamo seveda, ali jo že uporabljate, pa vidimo, da uporaba počasi in vztrajno narašča. Torej, ideje za novo aplikacijo COBIS Sleep so že stare vsaj 3 leta. Seveda smo si podobno, kot je Anita govorila, za COBIS Plus novo generacijo tudi mi postavili nekaj izhodišč. Zdaj, kaj so bila najpomembnejša? Najpomembnejše je seveda to, da ostane programska logika takšna, kot jo že poznamo v COBIS 3. Zelo pomembno je bilo tudi za nas, da bo vsaj nekaj časa omogočeno hkratno delo v COBIS 3 in v COBIS Sleep. Ista podatkovna baza je ostala. Odločili smo se, da bo to spletna aplikacija. O vseh teh prednostih spletnih aplikacij že Anita kar nekaj povedala, ker je bil cilj, da dejansko te prakse, ki jih imamo pri vsakodnevnem delu z spletnimi aplikacijami, prenesemo tudi v COBIS Sleep.
Ja, in potem smo pač strnili glave in ideje je bilo kar nekaj, tudi pravzaprav to, kako izgleda zdaj Kobi Slip je precej drugače kot tako, kot je bila prva idejna zasnova. Tu vidite na teh prosojnicah nekaj teh naših začetnih poskusov, ročnih ali pa kakšnih drugačnih. Tako da smo potem na osnovi teh izhodišč pa raznih idej, tehtanja idej, pripravili prototip nekje, mislim, da je že bilo kar oktobra 2021, potem pa se pravzaprav pravo delo šele začelo, ker je bilo treba vse tisto, kar delamo v Kobi Stri, pripraviti za to, da bo delovalo tudi v Kobi Slipu. Torej, kot že rečeno, Kobi Slip je dobil ime šele letos poleti. Delovno ime je bilo Kobi 4, namreč tako kot že Tadeja povedala, torej eno izmed izhodišč oziroma takrat je bilo pravzaprav to kar dejstvo, da bo Kobi katalogizacija pač ločena aplikacija. In prav zaradi tega, da ni bilo pretirane zmede pri tem, kaj predstavlja, katere segmente Kobi Slip, katere pa Kobi katalogizacije, smo pač nekako prišli do ločenega poimenovanja, pa seveda si želimo, da se to ime kar se da prime. Pomemben del razvoja ste bili seveda tudi vi knjižničarji. Torej, nekje konec leta 2022 smo pripravili prvo predstavitev Kobi Slip, takrat še Kobi 4, in jo potem predali v testiranje delovni skupini. Moram povedati, da je bilo to za nas res zelo pomemben korak in tudi hvaležni smo za vaš res dober, odličen odziv in vse predloge. Kajti pomembno je bilo, da vemo, ali so te naše ideje zasnova padla na plodna tla ali smo mogoče kam zašli, ne. Saj veste, pri razvoju včasih je treba tudi kaj vstran vreči, če se kaj zaplete, ne. Tako da smo že na osnovi vaših odzivov marsikaj spremenili, dogradili, tudi dosti izboljšali na uporabniškem vmesniku. Zdaj torej, kot že rečeno, poslovna logika je ostala pravzaprav takšna, kot jo poznamo iz Kobi 3. Seveda je bilo pa treba vmesnik na novo pripraviti, tako da je pravzaprav vse na novo, kar se tiče glavnega okna Kobi Slip, potem nam je bilo pomembno, da je vmesnik pregleden, potem so na novo pripravljeni urejevalniki, iskalnik, pravzaprav združuje prednosti delovnega področja iz Kobi 3 in pa samega iskalnika, plus da omogoča tudi uporabo direktno uporabo metod že kar v iskalniku, recimo odpiranje urejevalnikov podatkov. Tako da za nas bilo pri vsem tem snovanju tudi zelo pomembno, kaj so pravzaprav knjižnice že želele, pravzaprav v naši programski opremi dolga leta, pa mogoče v Kobi 3 še ni bilo primerno okolje oziroma tehnologija ali pa tehnika, da bi lahko to naredili. Neke stvari smo mogli na novo zasnovati, recimo kartico smo na novo zasnovali, to je tisto, kaj poznamo v Kobi 3 pod imenom gradivo domače knjižnice, to je dejansko to okno, ki je pravzaprav srce izposoje, kar se tiče seveda uporabe programske opreme. Na novo smo zasnovali izvoz podatkov, izpis smo malo predrugačili, pripravili smo tudi nov segment nastavitve administracije, vanj združili pravzaprav funkcionalnosti upravljanja aplikacij in pa funkcionalnosti, ki so v meniju sistem. No, pa da sedaj ne grem preveč v podrobnosti. Torej, letos poleti, avgusta smo bili pravzaprav tako daleč, da smo vedeli, da bo septembra, kar je bil neki taki cilj, ne, pravzaprav čas, ko bomo namestili Kobi Slip tudi v produkcijo. Preden smo se tega lotili, smo še imeli pravzaprav zadnji test pri vaši uporabniki, tako da smo tam konec avgusta oziroma nekje avgusta, mislim, da smo dali še v drugo iteracijo testiranja, spet je bil res odličen odziv. Predvsem pomembno je bilo za nas, da smo seveda dobili povratne informacije, ali smo kaj spregledali, tako da tudi smo dobili potem od vas podatke oziroma pač informacije, kaj še vi najbolj pogrešate pri tem, kar je bilo pravzaprav pripravljeno za namestitev septembra. Tako da ja, potem je bilo 17. september, smo pravzaprav malo nestrpno pa malo tudi živčno pričakovali, ampak namestitev je bila uspešna in potem
nedeljo, kot imamo ponavadi potestirati, preden vi v ponedeljek pridete v službo, smo se uspešno prijavili pa naredili tudi nekaj akcij v Cobislibu. Potem smo malo vam dali časa, da ste sami se poskusili, predvsem tiste knjižnice, ki niste sodelovali pri tem obdobju testiranja, in v začetku oktobra smo potem pripravili predstavitev. Zdaj na predstavitev je bil res odličen odziv, lahko si še sedaj pogledate, je dostopna na YouTubu. Dejansko gre za predstavitev vmesnika, ker glede na to, da poslovno logiko že poznate, dejansko je vmesnik nov, zdaj če res povem tako zelo poenostavljeno, nekako računamo, da vam bo ta filmček, pravzaprav ta predstavitev dala vse osnovne informacije za orientacije potem v našem novem vmesniku oziroma aplikaciji Cobislib. Kot že rečeno, knjižnice ste se kar odzvale. Bomo prosili spet tehniko, da tu malo popravi. Ker zdaj, če stisnem, kar ne vem, kaj se bo zgodilo. Torej, knjižničarji ste začeli uporabljati, tako da smo bili res veseli spet odzivov, recimo eden izmed teh je bil tudi v knjižničarskih novicah, pa še kje drugje bi se dalo kaj o tem prebrati. Mi pa seveda tudi spremljamo uporabo in z veseljem ugotavljamo, da iz meseca v mesec, oziroma iz tedna v teden narašča, tako da bi vas ob tej priliki spet spodbudila, da se kar lotite dela v Cobislibu. Seveda imamo polno načrtov za naprej, nekaj smo že pripravili, gre dejansko za te stvari, ki ste jih tudi najbolj pogrešali, to gre za možnost uporabe teh keyboard shortcuts. Dopolnili smo kartice, pa tudi še nekateri drugi deli vmesnika smo kaj naredili. Kaj pa je zdaj pomembno, to, kar je že Bojan povedal, torej Cobislib bo seveda povezan tudi z Cobis-Elo. In pa v tej verziji, ki bo tak nekje predvidoma v začetku naslednjega leta izdana, bomo tudi še, oziroma smo že marsikaj naredili na izboljšanje uporabniške izkušnje pri uporabi Cobislib na mobilnih napravah. Tako da hvala. Hvala tudi tebi, Zdenka, če lahko daš naprej, da pridemo do diskusije. Tako. Hvala vsem panelistom za te dobre iztočnice, prišel je čas razprave. Poglejte, dotaknili smo se kar precej področji novi spletni aplikaciji Cobiscat, Cobislib, splošnega geslovnika Cobis, normativnih zapisov, nove aplikacije Cobis-Ela, Cobis Plus. Tako da vas kar vabim k diskusiji, če imate v dvorani kakšno vprašanje, kar dvignite roko, pa vas bomo poklicali. Potem pa bomo preverili še pri Branetu. Ja, spoštovani kolega, gospod doktor Štok, jaz sem si za vas pripravil eno kratko vprašanje, glede na to, da se navezuje na delovno področje, ki ga seveda tudi nekako pokrivate, ste predstavili v bistvu platformo Ela, ki je zelo zanimiva rešitev, in pa seveda tudi produkt tržnostno naravnani za določene uporabnike. Izpostavili ste 3 segmente, izpostavili ste založništvo, uredništvo in pa seveda tudi končne odjemalce. Med drugim ste nekako tudi poskušali apelirati na mehanizme, ki nekako delegirajo ali pa seveda kot legislacija uredijo to delovno področje. Med drugim ste izpostavili tudi cenovno politiko, ki jo lahko potem tudi založnik nekako poskuša sam preko vnosa določiti, seveda temu gradivu, katerega vnese. Pa me z tega naslova zanima, ali ima kako vlogo tudi pri tem neki nacionalni organ, kot je JAK ali pa SAZOR, ki so tudi posredniki pri določanju nekih, bomo rekli, končnih vrednosti produktov, s katerimi se ukvarjate vsakodnevno. Mogoče toliko z tega naslova. Najlepša hvala, vsekakor že naprej. Ja, hvala, ne vem, če bom z odgovorom čisto vse zajel, ampak bom poskusil. Torej, pobuda je prišla iz Združenja splošnih knjižnic, kjer knjižničarji uporabljajo predvsem platformo Biblos, pa tudi druge platforme, ki so svetovno. Prednost platforme Biblos je, da povezava z sistemom Cobis, kar pomeni, da tudi knjižnice imajo statistiko izposoje vključeno v statistiko. Problem pa je pač ta poslovni model, ki so ga želeli pač knjižnice spremeniti, da bi lahko tudi manjše knjižnice imele širok izbor e-gradiva. In seveda ta platforma je namenjena samo slovenskim založnikom. Torej,
V tem prvem koraku gre za to, da bo Združenje splošnih knjižnic podpisalo neko poslovno sodelovanje z založniki, tistim, ki bodo želeli, torej ne bomo mogli naložiti vseh e-knjig v e-pub, ampak bo sam založnik naložil tisto, kar pač ima avtorske pravice, torej to ni potrebno vključiti jaka, ker bo pač založnik ima svoje avtorske pravice in založnik bo tudi določil ceno za ene izposoje, knjižnica pa se bo odločila, ali bo to knjigo vključila v svoj katalog ali ne, in bo pač tudi ocenila, koliko izposoj bo namenila za to knjigo. To, da je torej, tu govorimo samo o slovenskih založnikih, oziroma če bodo tudi vsi, ki uspeli pogodbo s kakšnim tujim založnikom podpisati, bo pač se to vključilo. Si omenil, da je pobuda prišla z Združenja splošnih knjižnic, kaj pa to recimo pomeni za šolske knjižnice? Če je nekdo šolska knjižnica, se lahko vključi v portal, oziroma kakšni so obeti za prihodnje za šolske knjižnice morda? Ja, tu je zdaj tehnična rešitev pripravljena tudi za ostale tipe knjižnic, ampak pogoj je seveda pač, da bi potem tudi šolske knjižnice morale za temi založniki sprejeti neko pogodbo, oziroma te pogoje, ki jih založniki imajo. Tu pač pričakujem, da bi mogoče lahko Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje se to vključilo, in če bi verjetno bo pa nabor založnikov, ki bo sklenjen med Ministrstvom za šolstvo oziroma vzgojo in izobraževanje in splošno šolsko knjižnicami, verjetno malo različen, verjetno ne bo doseg čisto 100%. Tako, ja. Izvoli, direktor. To je zelo zanimivo vprašanje glede šolskih knjižnic. Tu si namreč mogoče še več obetamo ali pa imamo še večje apetite. Kot je vsem dobro znano, je učbeniško gradivo bolj ali manj v lasti, ali pa avtorske pravice so bolj ali manj v lasti založbe Rokos, ne? In naša ideja bi bila, če bi se lahko ministrstvo recimo z Rokosom dogovorilo za nek pavšalen znesek, bi potem lahko vse šolske knjižnice oziroma vse šole, ne, v tem projektu naprej koristili to gradivo, ne, v nekem dogovorjenem obsegu, kar bi blazno poenostavilo vse procese, ne. Ker če primerjamo z običajnimi splošno izobraževalnimi knjižnicami, tam bodo pač založniki namenili, kar bodo hoteli, knjižnica bo vzela spet, kar bo hotela, in to bo prišlo do bralcev. Ampak tu bi pa lahko recimo ministrstvo za kompletno učbeniško gradivo to uredilo, ne, ker tudi podatke o akreditiranem učnem gradivu, učbenikih imamo v sistemu, ki ga pač mi upravljamo z Zavodom za šolstvo, torej Zavod za šolstvo ga upravlja, mi ga podpiramo, in to bi bila izredno dobra sinergija možna, če bi prišlo do takšnega dogovora. Samo to komentar. Ja, hvala lepa. Dejansko, tako kot je rekel Bojan, tudi pripravljamo tehnološko platformo. Zelo smo dejansko veseli, da lahko nadgrajujemo glede na to, kaj smo pred 10 leti začeli z temi sistemi za izposojo e-knjig, torej pojavljajo se novi ponudniki, ki smo jih lahko vključili, zdaj se pojavljajo novi poslovni modeli in v ta obstoječi koncept lahko to vse vključimo, potem pa je seveda odvisno od poslovnih modelov, ki je posamezne skupine knjižnic uspejo dogovoriti. Pa je tam bilo v dvorani še eno vprašanje, pa bi dala prednost, preden se potem Brane obrnem nate, pa na vse tiste, ki ste postavili vprašanje prek spleta. Izvoli. Ja, torej Branka Kerec Prekoršek iz UKM, omenili ste SIG pa šolske knjižnice, mene pa zanima, kaj pa vključitev NUK, izdelave CIP zapisa, oddaja obveznih izvodov, ker so založniki zavezanci za oddajo obveznih. Ja, to ostane, ne. Pogoj za vključitev e-knjige na Cobiss Ela je seveda zapis v Cobigo, ne. To je osnovni pogoj, ja. Tako osnovni, da ga niti nismo omenjali v prezentaciji. Izvoli, Brane, prišla so vprašanja preko spleta? Prišla so vprašanja preko spleta, bi šel kar po vrstnem redu, in sicer Mojca sprašuje: zanima me, ali Konor v Cobiss 4 že deluje kot v Cobiss 3? Jaz bi pa samo to en klic mogoče še poveste še enkrat, da torej Cobiss 4 uradno ne uporabljam več, če lahko še to pojasnite. Ja, pravzaprav Konor v Cobiss KAD deluje tako, kot je deloval tudi v Cobiss 3. Tu mislim, da ni nekih razlik. Zdaj
Brane, pomagaj mi, če slučajno so, ampak niso, ne? Niso. Okej. Ne, hecam se. Torej, delovati bi moralo enako, če najdete kakršne koli razlike, nam prosim sporočite, ampak jih ni. Če morda lahko jaz, torej res apeliramo na vse, da načeloma govorimo sedaj o Kobis Lip in Kobis Kat. Kobis 4 je bilo delovno ime, torej če je bilo prej Kobis 3 uradno ime, sedaj Kobis 4 uradno ne uporabljamo več, tako da se moramo vsi skupaj navaditi na ta besedno izražene oblike imen. Če lahko bi zastavil še naslednje vprašanje. Izvoli, ja. In sicer vpraševalec ali vpraševalka ni predstavljena, vprašanje pa se glasi takole. Ali bo morda v bodoče kakšna podobna možnost tudi za zvočne knjige? Predvidevam, da to se navezuje na e-knjige. Da, mehanizem Meridian podpira tudi od leta, mislim, 2020 ali 2021 so to dali tudi podporo za zvočne knjige. Bi pa menil tudi to, da že sami bralniki omogočajo tudi branje, pač tiskanje knjig kot zvočna knjiga, ne, torej res pa je, da če imamo zvočno knjigo, je seveda pač knjiga brana in je pač stvar malo boljša. Ampak za zaenkrat se nismo pogovarjali tega, da so zvočniki, ampak v naslednjih fazah pa sigurno podprli tudi zvočne knjige. Bi potem lahko še eno vprašanje, potem pa spet dajemo besedo, če bo kakšno vprašanje v dvorani. Torej, vprašanje se glasi, zanima me glede e-knjig v Kobis Ela. V prikazu arhitekture ni bilo Kobis Kat. E-knjige bo verjetno treba tudi katalogizirati. Ja, to sem že prej govoril, pač predpogoj je, da pač založnik najprej knjigo doda v Svarog, vnuk obdela in ko je zapis na voljo, komaj takrat bo lahko založnik dodal knjigo na Kobis Ela, predtem pa ne bomo. Torej, prvi parameter pri vnosu je Kobis ID, pol pa samo download knjige, dobenih bralskih podatkov ne rabi založnik vpisati. Je morda v tem času že kakšno vprašanje v dvorani? Kar pogumno. Ja, boste, dajmo še tudi komu drugemu besedo. Ja, jaz bom res kot zadnje še enkrat apeliral z vprašanjem, si bom dovolil drzno, načeloma me ni sram, tudi vas ne, upam, da ne. Ja, bi pa se navezal na normativne zapise. Tam nekje ste omenili, da se bodo zapisi združevali po nekih določenih ideologijah in pa seveda tudi po nekih šifrantih, ki so nastali, ali bomo rekli posredno ali neposredno. Tega zdaj ne vem. Ali pri teh normativnih zapisih potem uporabnik vidi vse združene informacije od vseh knjig, od vseh izraznih oblik ali ne? To me mogoče samo zanima. Glede na to, da so vloge različne, me zanima, ali potem jaz lahko pregledam knjigo v enem jeziku, v drugem jeziku, v tretjem jeziku, bomo rekli on spot. Najlepša hvala. Ja, v teh normativnih zapisih so združeni podatki do te mere, da je potem omogočeno grupiranje knjig oziroma gradiva po posameznih delih, pa po posameznih prevodih. Ja. Če ni nobenega vprašanja, pa bi se Vprašanja so, če lahko, razen če bo izvoli. Ja. Eno statistično vprašanje. In sicer pozdravljeni, imate morda podatek, kakšen delež katalogizatorjev pri svojem delu v oklepaju relativno redno že uporablja Kobis Kat? Lahko povem za naše katalogizatorje, da uporabljajo samo Kobis Kat, odkar smo ga prvič namestili na produkcijo. Za druge ne bi vedela, opažamo pa, da so v posameznih knjižnicah posamezni ljudje začeli, imajo zelo dosti zapisov v Kobis Kat narejenih, tako da videti je, kot da so se nekateri preusmerili popolnoma, drugi pa ne. Tako da bi pravzaprav kar izkoristila priliko, pa bi priporočala, da se čim prej tisti, ki se še niste spoznali s Kobis Kat, začenjate spoznavati s tem, tako da nam tudi lahko čim prej sporočite morebitne pripombe, predloge za dopolnitve. Če lahko tukaj bom takoj samo, da še dopolnim.
Namreč letos smo že začeli izvajati torej, začetne tečaje za katalogizacijo v COBISS CAD in lahko vam povem, da tisti novi bodoči katalogizatorji sploh ne pogrešajo COBISS 3. Res ne. Kaj pa v dvorani že uporablja kdo, torej dela samo v COBISS CAD? Če morda kdo dvigne v roko? Čestitke. Lep pozdrav, Bernarda Miklas, UKM. Jaz imam pa samo vprašanje, če COBISS CAD pa COBISS Leap že ima vse funkcije, ki so potrebne tudi za bibliografijo. V novi verziji COBISS Leap je že pravzaprav marsikaj pripravljeno za bibliografije, tako da bojo dostopne v segmentu izpisi, bo en nov zavihek bibliografije, tako da boste lahko to poskusili nekje v začetku naslednjega leta. Pozdravljeni, Matjaž tukaj iz knjižnice Krško. Jaz sem že podobno vprašanje tudi že na zadnji predstavitvi dal. Me veseli, da je gospod direktor rekel, da se vaše kadrovske moči večajo, glede na to, da ker imate kar precej dela pred sabo, in da je core business knjižnic COBISS-ov še vedno, bi rekli, saj na prvem, drugem mestu v Izumu. Glede COBISS Leapa me veseli, da grejo stvari kar naprej za poenostavitev nekaterih postopkov, dodajanja bližnjic. Hotel sem vprašati v bistvu, zakaj ste se odločili za spletno verzijo, to je bila večinoma ta Java težava. In ali se razmišlja, glede na to, da je Zdenka rekla, da se bojo tudi mobilna, da bo bolj prijazen COBISS Leap za mobilne naprave, a se razmišlja morda tudi o funkcionalnostih, kjer bi lahko se ta dva segmenta, se pravi COBISS Leap pa COBISS plus, predvidevam, da bo zdaj, C++, združila v nekako tudi za samostojno uporabo uporabnikov, da bi si lahko tudi prek mobilnih naprav sami recimo izposojali knjige. Glede na to, da so zdaj to, da ste šli iz teh native aplikacij v progressive aplikacije, me zanima tudi, kaj je to zdaj tukaj. Cilj nam vsekakor je, da bi tudi sama izposoja bila možna tudi na mobitelu ali pa na tablici. To verjetno v šolskih knjižnicah že lahko počnete, ker tam nimate blagajne in nimate, če uporabljate elektronsko zadolžnico, pol v bistvu ni problema. Problem je pač, ko uporabljamo RFID naprave ali pa tu zdaj pač brskalniki grejo svojo pot naprej, torej brskalniki mogoče tudi priklapali tiskalniku preko Bluetootha, ampak te stvari so še kar v eksperimentalnih fazah, ampak grejo stvari naprej, tudi razmišljamo, ali bomo podprli native aplikacijo na mobilnih telefonih za DGV, ali pa bomo probali pač čim več funkcionalnosti dati brskalnik, če bo svoj brskalnik te stvari podpiral. Ja, en del vprašanja je bil ta za v bistvu COBISS Leap za knjižničarje in periferne naprave. Vemo, da nam povzročijo še vedno malo težav, ampak okej. Drugi del vprašanja je pa, a bo COBISS++ omogočil brez posrednika, recimo knjigomatov, uporabnikov knjižnice, da si lahko sam sposodil. Ja, tudi to pobudo smo že dobili z več knjižnic, da bi v bistvu bila mobilni telefon postal knjigomat. Tehnično smo se pogovarjali z nekaj podjetij, gre pa tudi bolj to za organizacijsko izziv, ker je treba pač varovanje urediti, ampak če imate vaše knjižnice idejo, se lahko okrog tega slišimo, pa močno skupaj najdemo rešitev. Tehnično ni to toliko zahtevna rešitev, ker pač sama mobilna aplikacija itak ima možnost rezervacije izposoje, edino pač bi trebala zaščito na knjigi pri vratih pač upoštevati. Reče pa ja, to so prva knjižnica, ki se bo javila, da bi želela ta problem rešiti,
da mobilni telefon postane knjigomat, smo Še vprašanje prek spleta, Brane? Ja, vprašanje, ki ga je zastavila Anja, je v bistvu iz dveh delov, tako da bi najprej prebral prvi del, pa odgovor nanj, potem pa nadaljujem. Torej, za normativne zapise za dela najbrž načrtujete podobno, kot je bilo za normativne zapise za korporacije, torej izobraževanje za katalogizator in tako dalje. Imate že kakšne časovne okvire? Pravzaprav ti normativni zapisi so za zdaj bolj eksperimentalen projekt, tako da nimamo časovnih okvirov. Najprej se bi radi o njih pogovorili še s katalogizatorji, za začetek z sodelavci vnuk, potem bomo šele se detaljno časovne okvirje, pa tudi kako točno jih bomo uporabljali, se bomo šele takrat dogovorili. Potem pa Anja še sprašujem, zelo podobno tudi Uršula. Zdaj sicer predvidevam, da je Anja namesto Cobislip, predvidevam, da je mislila Cobiscat. Bom prebral dobesedno, pa mislim, da bo to Tadeja lahko odgovorila. Torej pa še morda v razmislek, v Konorju, v Cobislip je v polju 810 kot viru podatkov sicer res omogočeno, da vir prenesemo iz odložišča. Osebno menim, da je bilo v Cobis3 to elegantnejše urejeno. Tega v Cobislip ne bo. S prenašanjem iz odložišča in naknadnim urejanjem mislim, da je predvsem možnosti za napake. Torej, Uršula je zelo podobno vprašala. Ja, to je vprašanje za Cobiscat. Te težave se že ves čas zavedamo in je pravzaprav stvar tega, da gre za druge vrste aplikacijo. Smo pa zdaj dobili idejo, na kak način lahko to rešimo in je tudi že v delu. Tako da v naslednji verziji, ki jo bomo namestili, bi to moralo biti bolj elegantno rešeno. Kakšne pa so, Zdenka, prednosti, torej, da navdušimo knjižničarje, kakšne so prednosti, bi ocenila Cobislip napram Cobis3? Ja, torej zagotovo je uporabniški mestnik precej bolj pregleden. Ti desni kliki, ki jih je bilo treba delati v Cobis3, da ste videli vse postopke, ki so na razpolagi, odpade. Tako da smo že videli zdaj, ko se prijavite v posamezni segmenti, vidite vse postopke, ki jih je možno izvesti, da je tudi kdo že izvedel kak postopek, ki ga še mogoče ni nikoli izvedel, ker mogoče niti vedel, da obstaja. Potem je naslednja stvar zagotovo, kar je bila dolgo želja, je to, da je kartica tudi drugače postavljena, torej ta okno, ki ga poznamo v Cobis3 pod imenom gradivo domače knjižnice. Torej so gradiva, ki so evidentirana pri članu, prikazana po posameznih zavihih glede na status. Zdaj v tej verziji, ki jo bomo pač izdali kot naslednjo verzijo, smo glede na želje knjižnic pripravili tudi zavihek, na katerem je pa vso gradivo, torej da je malo bolj blizu temu, kar je bilo v Cobis3. Potem je ena izmed takih stvari, ki mislim, da je tudi zelo dobrodošla, je tudi pravzaprav iskalnik, ki ima precej več funkcionalnosti, kot jih je imel v Cobis3. Torej funkcionalnosti iskalnika so dopolnjene pravzaprav nekako kot funkcionalnost delovnega področja in pa možnost teh zapisov, ki jih vidite, dobite v iskalniku, lahko jih pravzaprav kar urejate. Ja, potem je seveda to, da lahko greste kar iz zapisa v kartici, recimo v Cobis Plus, pa zdaj se niti vsega pravzaprav ne spomnim. Kaj pa dosedanje izkušnje uporabnikov, to, kar dobivamo odzive strani knjižnic, so bolj kot ne pozitivne, ne? Nimamo nekih takšnih komentarjev ali kaj, da nekaj sploh ne bi mogli delati ali pa da bi bil nek odpor ali kakorkoli. Ja, jaz mislim, mi smo nekako prepričani, da bo ta prehod, ki je bil mogoče tam iz Cobis2 v Cobis3 malo bolj trnov, sedaj malo bolj enostaven, sploh ker je omogočeno kratno delo v Cobis3 in v Cobislip, tako da menimo, da bo to lepo počasi steklo. Bili so predvsem, torej pravzaprav so bili odzivi zelo spodbudni, da tako rečem. To, kar so najbolj pogrešali, torej te hitre tipke, pač ker vemo sploh v izposoji, da morajo postopki potekati hitro,
To smo pravzaprav že pripravili. Drugače pa, ja, nekaj vprašanje je bilo glede tega priklopa perifernih naprav oziroma nameščanja servisa DGV, ki je pač neka dodatna zadeva, ki jo je treba urediti, če hočete uporabljati te periferne naprave. Drugače pa mislim, da smo kar v redu začeli, oziroma vi ste v redu začeli. Tadeja, bom tebe še isto vprašala za Cobiscat aplikacijo, kakšne so prednosti napram Cobis3 katalogizaciji? Ja, nekaj jih je pravzaprav naštela že Zdenka, ne, ker vseeno so stvari podobne, torej niso več skrite metode po raznih menijih oziroma so manj. Pa tudi iz iskalnika se da, ni treba zapisov odlagati, ampak se marsikaj že na zadetkih da izvajati, tako da tu gre delo hitreje. Mogoče še razlika od tega, kar ni bilo prej v Cobis3, je to, da je možno urejanje zapisov po vsebinskih sklopih, da nimate tistega neskončnega seznama pol pa podpol za izpomniti tak navzdol, ne. So podatki grupirani po zavihkih, pa lahko skupaj delate vsebinsko obdelavo pa avtorje, pač na ta način so polja in podpolja razvrščena. Pa še ena stvar je, možno je tudi urejanje več zapisov hkrati istovrstnih, ne, v Cobis3 vemo, to ni bilo možno, lahko si normativni pa bibliografski zapis delal hkrati, ne pa dveh normativnih. In dosedanje izkušnje uporabnikov Cobiscat? Ja, od začetka odzivi, v bistvu to, kar smo tudi želeli, ne, povratne informacije o manjkajočih funkcionalnostih. Opazili smo tudi, da nekaj vprašanj izhaja pač iz tega, da gre za spletno aplikacijo, ki jo uporabniki niso bili navajeni. Potem smo zdaj te manjkajoče funkcionalnosti smo kar v precejšnji meri že uredili. Kar se pa tiče spletne aplikacije, smo pa in v naša navodila za katalogizacijo, pa tudi v izobraževanje vključili tudi takšna navodila, ki se ne tičejo samo aplikacije, ampak so za stvari, ki so izven aplikacije, kot recimo vnos posebnih znakov, torej izven osnovnega nabora latinice, ali pa navodila, kako se v brskalniku vklopi črkovalnik, takšne stvari, ne. To je bilo, vse to smo dobivali, nismo pa pravzaprav opazili, ali pa vse ni bilo praktično tega, da bi pa se ljudje ne znašli v aplikaciji. Na kratko, ali pa, ja. Janita, ti si rekla, da pripravljate torej izhodišča za povsem novi Cobis Plus, ampak načrtujete tudi kakšne dopolnitve te obstoječe verzije, ki jo imajo uporabniki sedaj v uporabi? Ne, zaenkrat ne več, namreč razen tiste, kar je resnično najbolj nujno. Trenutno je res ves napor sodelavcev, ki delajo na tem projektu, res usmerjen samo v pripravo nove generacije Cobis Plus, tako da resnično delamo samo na tem zaenkrat. Razen povezave s Cobis-Elo, ne? Ja, razen to pa bomo sigurno, ja, tole bomo sigurno implementirali že v obstoječi Cobis Plus in pa seveda potem v novega, tako da ja, tole pa sigurno. Lani ste dali tudi ven to dopolnitev za rezervacijo gradiva za uporabnike. So tu prišle kakšne povratne informacije? Se je ta novost dobro prijela v knjižnicah pri uporabnikih? Je prišlo tukaj do dosti pripomb? Ja, na vsak začetek pa vedno nekaj novega prinese, malo, bom rekla, razburjenja, malo pogledov drugačnih, ampak vseeno uporabniki so to novost zelo dobro sprejeli. Strani uporabnikov moram reči, da nismo dobili skoraj, do nas je prišlo zelo malo pripomb, nekaj jih je prišlo, upoštevali smo jih, kar nekaj, mogoče bomo še kakšnega, če bi res bil kakšen konkreten, pa za kakšnim konkretnim potem, bom rekla, rešitvijo in to sigurno se bo nekako vpeljalo. Seveda pa, tako kot sem rekla, v novi generaciji Cobis Plus razmišljamo tudi mogoče malenkost drugače,
želimo še bolj približati zadeve, tako da upam, da nam bo boljše rešitve še uspele. Ja. Smo kakšno vprašanje? Dvorane morda? Bi se kdo pridružil diskusiji? Če ne, Brane? Izvoli. Tako ne dežuje samo zunaj, dežuje tudi vprašanja preko spleta. Odlično. To vprašanje, ki ga je postavila Špela, delno Tadeja že prej odgovorila, kljub vsemu. Pozdravljeni, nekaj izobraževanja je že bilo za CobiSlip in CobiSCAD. Ali nameravate organizirati še kakšno izobraževanje? Hvala za odgovor, uspešno delo še naprej in na koncu narisan še smajli. Tadeja, morda najprej, potem pa Zdenka, ja. Mi smo pravzaprav CobiSCAD vključili v redno izobraževanje v tisti naš tečaj, v katerem predstavimo novosti pri katalogizaciji ali pa v formatu. Tako da ga že izvajamo od namestitve, prve namestitve CobiSCAD dalje. Do zdaj smo imeli 5 ponovitev, mislim, da se je 50 pa nekaj katalogizatorjev odločilo, da se tega tečaja udeleži. Ni pa obvezen, ne? Torej, če se želite sami spoznavati s CobiSCAD, se lahko pa se odločite za ta tečaj. Drugače pa ostali naši tečaji iz katalogizacije zdaj potekajo na CobiSCAD, kar razen pač funkcionalnosti, ki še mogoče tam ne delujejo. Začetni tečaj je celoti na CobiSCAD. Zdenka, izvoli. Ja, mislim, da se tudi gibamo v to smer, da bojo kmalu ti tečaji za CobiS3, torej za te poslovne segmente tudi v CobiSlipu izvedeni. To je čisto na kratko. Izvoli, Brane. Ja, Terence sprašuje, zanima me, ali ste že razmišljali o razvoju aplikacije za knjigomate, samo osnovne operacije, kot so izposoja, podaljšanje in vračila? Bojan, mogoče ti? Ja, tako kot sem omenil, razmišljam pač o tem, da bi mobilni telefon postal knjigomat, da bi pa mi v Zoomu šli razvijati knjigomate, to pa zaenkrat nimamo cilja, ker tudi nismo, rekel, hardverska firma, bi se z RFID čitalci ukvarjali. Morda kakšno vprašanje še v dvorani, predno gremo na naslednja preko spleta? Morda na kratko, ker nam samo 5 minut še preostalo do konca diskusije, pa nekaj vprašanj še imamo prek spleta. Vsekakor bom zelo kratek, kolega, samo povedati problematika z licencami. Ste jo izpostavili, dejansko obstaja, ne? Kje vidite rešitev? Ali je mogoče iti v neko avtonomno odločanje, kar se tiče, bomo rekli, licenčnih značilnosti, in pa seveda tudi kriterijev, ki so v ozadju, ali vseeno apelirate k konvencionalnemu, tradicionalnemu pristopu? No, mislim, vse zaenkrat, ne? Najlepša hvala. Mislite licence za izposojo e-knjig ali o katerih licencah govorite? Ja, ker je uporabljena odprtokodna rešitev Iridium, torej to ni nobenih licenc. Mislim, ker je odprtokodna licenca taka, da je lahko vsak uporablja brez nadomestila. Mislim, licenca je brezplačna, ne, medtem ko izposoja e-knjige pa pač tam mora pač založnik seveda zaračunati, ne, on mora pač avtorske pravice plačati, ne. Torej, da bi bile odprtokodne knjige itak lahko berete že zdaj, ne, brez skriptiranja, torej tu ne rabite nobene platforme, ne, torej za Shakespearea pa to lahko berete. Takole, jaz bi prebral še 2 vprašanje samo preko spleta, potem pa počasi preko spleta zaključujem, in sicer najprej vprašanje oziroma mnenje Suzane. Suzana pravi, redno uporabljam CobiSCAD, delo je bolj pregledno, hitrejše, predvsem pozdravljam te vsebinske sklope in možnost hkratnega dela v več zapisih, kar je posebej uporabno pri urejanju normativnih zapisov. Pogrešam samo še povezavo z zalogo. Morda kakšen komentar? Čisto do konca smo čakali na to vprašanje. Izvolite, Tadeja. Ja, tega, da katalogizatorji potrebujete tudi povezavo z zalogo, se zavedamo že ves čas, ne samo nismo še tako daleč prišli, oziroma zdaj smo že tako daleč, ker ta verzija, ki bo zdaj nameščena, bo tudi to omogočala. Torej, možno bo pogledati zapis v CobiS Plus, ker je vidna tudi zaloga.
pa zapis, ki ga bo katalogizator shranil, se bo v Kubislip vpisal v zgodovino iskanja, tako da če boste potem Kubislip ga pogledali, vas bo tam že čakal in ga ne bo treba ponovno iskati. In pa Mateja še prav lepo zaključuje s svojim vprašanjem, v bistvu to, kar je bilo povedano na začetku. Torej, Mateja, pozdravljeni, morda so panelisti to že omenili, a sem preslišala. Zanima me, kdaj okvirno nameravate ukiniti Kobis 3? Kdo bo to odgovoril? Zdenka, izvoli, si že pripravila mikrofon? Ja, se pravzaprav bi lahko kdorkoli od nas tukaj odgovoril. Nekak je plan, da še do konca leta 2024, če živita Kobis 3, Kubislip in Kubiskat plus Kobis Ela, potem pa bomo verjetno, oziroma vas bomo zagotovo sproti obveščali, kako hitro bo treba preiti na Kubiskat oziroma na Kubislip. Tako da dejansko s tem bi povabili vse vas v knjižnicah, da res pričnete z uporabo in tako v Kubislip kot v Kubiskat. Nekega prehoda ni potrebno, ne? Dejansko se mora knjižnica odločiti ali pa knjižnica pa pričeti delati. Potem bi zdaj na zaključku panela dejansko se najprej zahvalila vsem vam panelistom za vaše prispevke, za vaše odgovore na vprašanja. Zahvalim se vsem vam v dvorani za vašo pozornost, za vaše vprašanja, vsem vam, ki nas spremljate prek spleta, tudi za vaše vprašanja. Pomagali ste mi, nisem rabila vseh vprašanj prebrati, ki jih imam pripravljeno. Upam, da ste dobili odgovore na svoje vprašanje, sicer smo pa še naprej dostopni prek vseh teh naših uveljavljenih kanalov, prek spletne pošte, telefona, na tečaj. Zaželimo torej Kobis Eli uspešen začetek, uspešno uporabo aplikacijami Kubiskat, Kubislip in pa čim prej pričakujemo tudi novi Kobis Plus. S tem bi jaz zaključila. Očitno je bil moj strah odveč. Za kompleksno programsko opremo stojijo torej zelo preproste uporabniške izkušnje in moja žogica je ostala cela. Torej, Tanja in kolegi sodelavci, najlepša hvala za vašo diskusijo. Sedaj sledi enourni odmor za kosilo, torej vidimo se ob 13. uri in ponovno in še zadnjič danes naprošam vse tiste, ki nas spremljate preko spleta, da se priklopite na naslednjo sejo. Hvala lepa in dober tek.